Res pa je, da smo inšpekcijskim službam zastavili podobna vprašanja. Kako se lahko na črno postavljeni bungalovi še vedno tržijo po ceni tam okoli 100 evrov na noč prek Bookinga in drugih posrednikov prenočišč? In še kako nas lahko še vedno prek socialnih omrežij vabijo v Klub 7 diskoteko, ki deluje pod okriljem prej omenjenega kampa Village Lipa. To sta dva podatka, ki smo jih skupaj z vprašanji naslovili na 3 državne inšpekcije. Ponovno je najprej odgovorila kmetijska inšpekcija, ki je že leta 2015 v odločbi zavezancu, kakorkoli je to nekdo iz družine Zavašnik, naložila, da tista kmetijska zemljišča, ki jih nezakonito uporablja kot parkirišča, povrne v prvotno stanje in jih začne uporabljati v kmetijski namen. Zavezanec tega seveda ni storil, kmetijski inšpektor pa iz nadzora v nadzor izdaja sklepe o denarni izvršbi. Letos 2 za skupno 2000 evrov kazni. Tudi gradbena inšpekcija je novembra 2019. leta med drugim odredila, da mora zavezanec objekte kampa Village Lipa odstraniti in vzpostaviti prejšnjo stanje, torej jih spremeniti v kmetijske površine. Zavezanec tega seveda ni storil, še več, postavil je kovinski objekt sredi parkirišča, lokal. Objekti po 3 letih še vedno stojijo. Gradbena inšpekcija vodi 4 postopke, še za nelegalno postavljen reklamni stolp in leseno lopo in izdaja sklepe o denarnih kaznih v višini 1000 in 3000 evrov, po novem lahko tudi v višini 5000 evrov. In v odgovoru nam gradbena inšpekcija pojasnjuje še, da se inšpektor dokaj samostojno odloča, katera zakonsko dopustna dejanja bo izvedel v postopku in katere dokaze bo izvedel in tudi s katero obliko prisilitve bo nadaljeval postopek izvršbe, ukolikor jo zavezanec ne bo izvršil v določenem roku. In jo seveda ne. In tržna inšpekcija ugotavlja, da dokler gostinski obrat Klub 7 obratuje v sklopu kampa in nudi gostom nastanitev, zavezancu ne more očitati kršitve obratovalnega časa, saj gostinski obrat, ki posluje v okviru nastanitvenega obrata, lahko obratuje 24 ur na dan. Je pa tržna inšpekcija ob zadnjem nadzoru v mesecu februarju ugotovila, da so bila zunanja vrata oziroma ograja zaklenjena, čeprav so se v gostinskem obratu nahajale osebe. Zato so s temi ugotovitvami seznanili tudi Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. In če smo slednje še poskušali razumeti, čeprav ne vemo, kakšen gostinski lokal naj bi bil Klub 7, pa nikakor ne moremo razumeti, kako se lahko tržna dejavnost nemoteno že 3 leta odvija v na črno postavljenih bungalovih.